Jop, 100%, da ne bo kdo rekel, da goljufam. Evo, avto je bil pri meni celo noč, polnilica ga je lepo futrala in zdaj je baterija baje nažrta do onemoglosti in komaj čaka, da začne porabljati kalorije. In to je današnji prispevek. Grem preveriti, koliko s enim polnjenjem lahko prevozim. Če ponovim, 50 kvur ima, motor pa 100 kW moči, ampak ga danes namenoma ne bom priganjal. Za začetek me čaka mesto, sem izbral Kranj kot vele mesto. Že vidim, da bom mogel skozi vse ulice vsaj 4-krat iti. No, potem grem na izlet na podeželje, do Železnikov in nazaj, na koncu pa še avtocesta. Tam bo poraba največja, jasno, ampak imam na voljo tudi hitre polnilnice, če bo lih kriza. A veste, ko rečejo, da so bili včasih Citroeni zelo udobni, zdaj pa niso več. Mogoče kakšen C3 ni posebej udoben, vsaj tako ne kot je bil včasih spaček, ampak takšen C4 pa že. Podvoz je prav lepo požira te ceste, vmes je kakšen del še celo tlakovan, kot da smo včasih Franca Jožefa, in bolj trese pa je vseeno zelo okej. Se spomnim, da je bila ne tako dolgo nazaj še tale Koroška cesta v Kranju cela tlakovana. Skratka, lepo požira te grbine, v mestih pa zelo prav pride še preglednost avtomobila. Jasno, C4 je precej pregledan, ker vseeno ne spada v razred avtomobilov, ki so glomazni, in zato je preglednost tudi tukaj super. Edino nazaj se vidi malce slabše, ker je šipa predeljena. Tudi z okretnostjo nimam čisto nobenih težav, v bistvu se mi edin mal vrti že od vseh teh ponavljam po istih ulicah mimo Kranjskega sodišča, sem se peljal že 5-krat in maham svoji, pa nič ne vidi, ker je delovno zasedena. Skratka, 11 prevoženih kilometrov in poraba 22,6 kWh. Koliko bolje je tole, da se saj lepo in tekoče peljem. Sem že zadnjič rekel, da je 100 električnih kilovatov več kot dovolj, ker za razliko od klasičnega motorja s podobno močjo, tale konkretno sune takoj, ko pritisne stopalko za plin. Niti se ne pozna, da je pod mano težka baterija, ker je v bistvu posledično težišče celo niže, kar je zelo fajn za lego. Tudi med ovinki se prav fajn počuti tale C4. Če koga moti, da sem izbral pot proti Železnikom, ki se ves čas malo dviga, ja, nazaj grede bo šla pa spet dol, ne? In tudi na svojih izletih se najbrž ne boste vozili vedno samo čist naravnost. Zdaj me pa malo pusti. Evo, avtocesta. Podeželje je od baterije zahtevalo 17,5 kWh na 100 prevoženih kilometrov, ker sem jih prevozil nekoliko manj, mi trenutno ostaja še dobrih 170 km do vsega, po prevoženih 93 km. Zadnji del poti po avtocesti je od Kranja do Ivančne Gorice in nazaj do Ljubljane, kar pomeni malo manj kot 100 km, tako da računam, da mi bo ostalo še nekaj džusa. Se vidimo na cilju. Ok, čisto mešana vožnja. 11 mestnih kilometrov, malo manj kot 80 km podeželja in skoraj 100 avtocestnih kilometrov. Skupaj malo manj kot 200 prevoženih kilometrov, ostali je pa še 16 km. V bistvu ni slabo, ker je bil velik del vožnje po avtocesti, kjer je baterija jasno najbolj potratna in pa danes je precej mraz. Tudi to negativno vpliva na baterijo. Če zebe mene, zebe njo.